Za mladega igralca je lahko nogomet neobvladljiva džungla. Številni so primeri, ko so se veliki talenti izgubili ali pa pregoreli v prehitri želji zapustiti domovino. Za Žana Jevšenaka lahko trdimo nasprotno. Kmalu zatem, ko je zaključil osnovnošolsko izobraževanje, ga je k sebi zvabil portugalski velikan Benfica. Ne, ni problem iti od doma. Po osnovni šoli sem šel v Ljubljano za 1 leto, tako da že to mi je pomagalo. Pri 16 letih pa moji starši so šli z mano podpisati pogodbo in to vse, ampak potem sem pa bil tam sam, prepuščen sam sebi. Jezika nisem dosti poznal, ampak so mi vsi pomagali se prilagajati. Angleško sem znal, ampak portugalsko pa ne. Z Rdečimi orli je v mladinski konkurenci pokoril najprej Evropo, ko je osvojil Ligo prvakov, nato še ves svet. Postal je svetovni prvak, v velikem finalu pred 40 tisoč gledalci je prispeval podajo za edini gol na srečanju. Res je, da sem dosegel Ligo prvakov, ampak mladinsko. To mi je ena stvar, ki je nikoli ne bom pozabil v življenju in mi dosti pomeni. Pravijo, da se iz uspehov in zmag ne naučimo veliko. Karakter izklesajo grenki porazi in pa težki trenutki. Ko je staknil resnejšo poškodbo, je imel srečo v nesreči. Imel sem 2 poškodbi kolena, oba meniskusa, levi in desni, ampak k sreči, sreča v nesreči. Levo koleno je bilo poškodovano takrat, ko je bila korona, tako da nisem dosti izpustil. Levo koleno je bilo 1 mesec, potem desno 2, ampak potem se mi zdi, da sem bil boljši. Njegovo igralno mesto je sredina igrišča. Običajno je postavljen nekoliko bolj nazaj na pozicijo obrambno usmerjenega centralnega vezista. Močnejša noga je levica. V otroških letih je bil navdušen nad potezami argentinskega superzvezdnika. Kot mlajši, v mojih selekcijah sem jaz bil vedno za Messija. Ampak ko sem spreminjal moje pozicije na igrišču, sem vedno bolj, in tudi drugi ljudje so mi začeli govoriti, Nemanja Matić, bolj kot za sebe, pa bi rekel, da sta 2 igralca, Nemanja Matić in João Palhinha, ki je pri Bayernu, ki jaz mislim, da ima mene podobne karakteristike kot ona 2. Portugalska je pustila na njem močan pečat, kot raj na zemlji. Našel se je tako v nogometnem kot tudi kulturnem smislu. Po prestopu v Italijo se je letos kot posojen igralec znova vrnil na najzahodnejši predel Evrope. Rad igram padel, tenis, grem tudi rad na sprehod ob morju. Plaža mi je kar prirasla k srcu, tako da tistih 5 let, ko sem bil na Portugalskem, sem dostikrat šel na plažo, si vzel 1, 2, da sem se lepo sproščal. Ja, Portugalska, tistih 5 let, ko sem bil, pa zdaj, ko sem bil teh 5 mesecev, je res država, če bi mene vprašali, bi zavedno ostal tam. Ljudje, klima, vse. Naučil se je, kako prevzeti vlogo vodje na igrišču, ob tem pa je postal vodilni reprezentančni DJ v navezi s Cipotom. Moj cimer, Tio, z njim je vedno zabavno, ni nikoli dolg čas. Po vsaki tekmi, če se zmaga, je rajanje v slačilnici. Mi smo glavna za muziko, tako da to je ena stvar. Pred vsako tekmo res je, da poslušam glasbo, zdaj v reprezentanci poslušam bolj Balkan, po izven reprezentance jaz poslušam bolj portugalsko, latino, tudi kakšna angleška prije vmes, tako da mi je kar priraslo k srcu ta latino glasba. Po 6 mesecih pri Pizi je naslednjega pol leta lanske sezone znova igral na Portugalskem, s koncem junija pa se vrača v mesto visečega stolpa. Vedno strmim, da hočem več samo od sebe in da hočem doseči več. Sem bik po horoskopu, tako da to, kar si bom jaz zadal, bom probal doseči in bom dosegel. Želel bi si, oziroma upam, da se bo to uresničilo, da bi zaigral top 5 lig na svetu. Do zastavljenega cilja mu zdaj manjka le še en korak.